Damjan Murko je napovedal kandidaturo za predsednika države. Pravi, da to ni šala, ampak resna zadeva. V boj za predsednika se je pred dnevi podal tudi Marjan Šarec, znan kot Ivan Srepetinšek, sedaj pa še Damjan Murko s sloganom, ki naj bi nas prepričal. Damjan Murko, za vašega predsednika dobite lep glas, dober stas in postal bom del vas. Sloganu morate slediti, da ne boste še bolj uriti. Zdaj, seveda, Murko, ki je v Sloveniji poznan po tem, da je pač Damjan Murko v resnici pa ima vsaj dve uspešnici. Srečen sem, ker sem moški in on je slavček, ponaša se tudi s knjižno uspešnico, svojo biografijo, ki je bila mimogrede razprodana. V zadnjem času se je nadvse zresnil, se posvetil družini in svoje poslanstvo našel kot organizator porok, sedaj pa se očitno podaja v politiko. Podaja v boj za predsednika države, s tem je napovedal resen spopad med njim in predsednikom Borutom Pahorjem in županom Marjanom Šarcem, ki je pravzaprav svoj čas prav tako nastopal kot človek, ki imitira Janeza Drnovška. Kako komentirate v bistvu, mogoče to prvo odločitev? Pred dnevi smo delali v Damjanu Murku en faktor, ampak takrat je bil posvečen temu, da pač dobiva socialno pomoč in da poleg tega še nastopa in očitajo mu te revije, da naj bi to socialno pomoč porabljal za neke luksuzne zadeve. Zato, da posoja denar Zmago Jelinčiču. Ampak hotel se več glava, da je malo manjkal, pa da nisi rekel, da je Marjan Šarec nekod nastopal kot Damjan Murko, namesto kot Srepetinšek. Tudi to bi bilo možno. Kako praviš, Tino, te je presenetilo, glede na to, to so kar hitre, v bistvu bi rekel, hitre spremembe, v bistvu. Ni me presenetilo, ker pač v naši državi je tako, da pri takih medijih in pri takih rumenih medijih, ko ustvarjajo neke zvezdice, večinoma samo iz enega političnega pola, torej samo tiste, ki prav mislijo, tisti, ki mislijo drugače, jih v rumenem tisku ni. No, torej, v takem medijskem prostoru ni nič čudnega, če se potem postavi en tak človek, ki se mu v bistvu potihom vsa Slovenija smeje in se v bistvu si ga ogleduje z prikritim nasmehom. On sam, Damjan Murko, pa tega ne opazi, tako zgleda. On od tega živi, v bistvu. Ja, no, in zdaj iz samega sebe, v bistvu, trži na ta način. In zdaj žalostno je pa to, da mi padamo na to foro, oziroma da so slovenski mediji spet padli na to in da so temu sploh dali pomen, ker Damjan Murko pač hoče na ta način priti v medije in to mu je uspelo in v bistvu smo padli na njegovo finto. Res je, poglejmo, v bistvu, kako mu je uspelo to. Kandidirati namerava s podporo volivcev, zato pa potrebuje najmanj 5000 podpisov. Zbirati jih bo začel čez predvidoma mesec dni. Damjan Murko bi rad postal predsednik države in očitno meni, da bo zbiranje podpisov volivcev za njegovo kandidaturo mala malica. Kaj je to dejansko 5000 podpisov za nekoga, kot sem jaz, se pravi za nekoga, ki je medijsko izpostavljen, ki toliko let se giba v nekih krogih, a veste, kjer mogoče nimam nikakršne zgodovine, za katere ljudje ne bi vedeli, ker odpremo rumeni tisk in vejo vse v Murkotu, a ne? Predvidoma čez mesec dni naj bi začel zbirati podpise, brez skrbi, zaradi kampanje se ne bo spet slačil. No, že danes pa je med snemanjem z veseljem izkoristil trenutek za fotografiranje z mimoidočimi. Takoj znate izkoristiti moment za samo promocijo? Ja, to je bilo zdaj sicer mar slučajno, nisem dal vsakemu 50 €, da so se prišli fotografirati. No, jaz sem navajen takih odzivov, ne? Gospod Murko razmišlja o kandidaturi za predsednika. Kaj pravite na to? Ja, naj, vse marsikere, ne? Te prav igralce tudi. Ja. Mislim, da je dober kandidat bi bil. Da imata s predsednikom Pahorjem nekaj skupnega, pravi. Razlika je samo v tem, da jaz skrbim za svojo samopromocijo sam, on mogoče ima mašinerijo ljudi za seboj, ki skrbijo za njegov imidž, za njegove izjave. Da bi se kot predsednik boril za malega človeka, za enakopravnost, pravi. Slogan svoje kampanje pa ima, kot kaže, že izbran. Glas, stas, to sem jaz, volite za Murkota, ne? Da ne boste še bolj odrekel.
No, to je malo drugačen slogan, kot ga je on povedal, ampak pravi, da med njim in spoštovanim gospodom Borutom Pahorjem ni velike razlike. Obvladava PR le, da za slednjega skrbim jaz sam, kar pa priča o moji sposobnosti in kvaliteti mojega dela in ustvarjanja. Že več kot desetletje živim od tistih, ki me ne marajo, kar pomeni, da mi ljudje verjamejo in da to, kar delam presneto dobro. Vem, da sem najboljši, pa tudi to, da je ta naša ljuba državica potrebna korenitih sprememb s pravimi in sposobnimi mladimi ljudmi. Tako Murko, pa mogoče kaj pa pravite na to komentatorja? Bojan. Ali pa Tino, no, v bistvu. Veste, recimo, če se spomnite tistega video spota od, kaj bil je Nekrem, ne vem kaj, torej tista pesem Kuča poso, ne? In no, to je nekaj podobnega. Ekrem, ja, in Ekrem, ki je... No, tisti video si je ogledalo ne vem koliko milijonov ljudi in potem je ta avtor rekel, pa kako je to tak ogled, denarja pa nobenega, ne? In v bistvu on sam v Bogi ni razumel, zakaj si ljudje to ogledujejo, ne? Zato, ker se mi zdelo smešno, se mi je on zdel smešen, tako kot se nam zdi Murko smešen, ne? In se bojim, da Murko tudi ne razume, da ga ljudje gledajo ne zato, ker bi jim bil dober, zanimiv in tako, ampak ker je tako neumno vse skupaj izgleda, mislim, oprostite, ampak to je res. Bi pa rekel, da je to možno samo v kakšni čudni državi, kot je Slovenija, ne? To recimo v kakšni normalni državi, ker imeli normalne medije, jaz mislim, da taki ljudje vendarle ne bi prišli na naslovnice. Ampak Murko pravi, da ne rabi dobene kampanje, ne nazadnje je tudi Beli v bistvu nastopil v Srbiji in dosegel kar lep rezultat. Bojan. Ja, jaz mislim, da tukaj treba pač ločiti. Zdaj, predsedniške volitve vedno privlačijo neke eksote, ne? Se tudi v tujih državah, ampak to zdaj tako še ni ta prava kandidatura. Ne? Formalno mora pač Damjan Murko zbrati 5000 podpisov in še takrat postane uradni kandidat. Zdaj sem pač povedal, da bo to poskušal narediti. Ne? Zbrati 5000 podpisov tudi ni tako enostavno, kot tukaj Damjan razlaga, ampak jaz mislim, da on to vse dela ful dobro z načrtom. Ne? On je preprosto ve, da mu nikoli ne bo uspelo zbrati 5000 podpisov, preprosto ve, da nikoli ne bo postal predsednik države, pač pa ve, da zdaj dobiva za ston promocijo, ki bi jo sicer moral plačati. To je čisto jasno povedal. Ki mu bo omogočila nastope, v bistvu povečajo število nastopov. Ne vem, zdaj bo verjetno kakšni za 10% si povečal svoj honorar za neki nastop. Kot kandidat za predsednika države. In tudi zdaj, vem, da je bil Murko, pač tema Murka bila tudi v eni od prejšnjih oddaj, ne vem, včerajšnjem, za neke druge teme in se vidi, da ima to vse neko logiko. Očitno je tudi to so teme, ki jih on pravzaprav sam lansira v medijah in pravzaprav zdaj se tukaj v medijih tudi lepo pojavi. Tudi ti njegovi nastopi, zdaj, če sta opazovala, to je vse zelo koncizno narejeno, ni prišlo dobenih PR-ovskih napak, ne. Pride Pop TV, ga intervjuja, pove svoje izjave, nič se ne moti, pride mimo, se slika z njim in tako dalje, tako kot je pač to treba početi, in z tega vidika je profesionalc, kapo dol, bi rekel Katanci in k tej promociji mu lahko samo čestitamo. Zdaj, Tino, Damjan Murko se ukvarja z show biznisom. Show biznis zabava ljudi. In čisto prav je, in zdaj vse tudi nas tri celo to zabava še koga drugega in v tem je v bistvu eden redkih slovenskih profesionalcev in celo samoukov. Njegove PR-ovske poteze so bistveno boljše, kot da bi dal delati na kakšno agencijo Pristop ali kam drugam, ki bi ga poskušali zresen, pa bi imel manj gledalcev. Tako da ne verjamem pa, da mu bo uspelo zbrati podpise, lahko, mislim, in če bi jaz bil, recimo, bom rekel, televizijski producent, ali pa vodil kakšno televizijsko oddajo, bi pomagal zbirati. Bi delal oddajo z temi kandidati, ki se šele najavljajo, da bodo kandidati. Ker to zdaj bi bilo, recimo, zanimivo gledati soočenje med Šarcem, med Borutom Pahorjem in pa med Damjanom Murkom. Bistveno bolj zanimivo kot tisto, ki bo kdaj kasneje v neki fazi, ko se bo Pahor soočal, ne vem, s kakšno iz Nove Slovenije, pa s kakšnim iz SDS-a. To zdaj bi bilo zanimivo. Jaz mislim, da ni problem Damjan Murko, in njegova pojava, da je pač tak, kot je. Problem je, da ga mediji dajejo naprej in da mediji poročajo o njem. Če bi se pojavil, recimo, en drugi tak, če rečem, outsider, ki bi hotel kandidirati na volitvah in če bi slučajno izviral iz desno-sredinskega političnega pola, ne bi dobil nikakršne podpore, nikakršne medijske pozornosti. On je pa dobil. In
tu je v bistvu problem, so mediji, ne Murko. To se pa jaz ne strinjam. Zdaj, po mojem, če bi recimo, ne vem, če bi Jure Sešek recimo iz Radia Ognjišče napovedal predsedniško kandidaturo, bi verjetno imel podobno podporo, medijsko podporo, kot jo ima zdaj Damjan Murko. Ne? A misliš, da ne? Ne verjamem. Za Jureta Seška gotovo ne. Ne verjamem, da bi to prišlo, pa tudi od koga drugega, ne? Ki je, zdaj Sešek je vsaj resen človek. Mislim, ne, hočem reči, pač nekdo, ki prihaja iz medija. Če pride en outsider, ki vidiš, da, ko bi rekel, da se zafrkava, ne? Če bi prišel iz desno-sredinskega političnega prostora, gotovo, da ne bi prišel. Recimo, ne vem, jaz sem se za 1. aprila sem se hecal pred par leti in sem ustanovil, kako je bila, Moška delavska stranka. Ne? In potem to so 3-4 mediji so to objavili, levi mediji niti eden, ne? Pa ne gre zdaj, da bi, je ravno tako ena taka, če rečem, neumna, ne? Ampak je ni si testiral levi... v bistvu, ne, mislim, medije. Ja, ampak jaz bi predlagal, če ima režija, mogoče, če imamo še en njegov pač performance, nastop, mislim, da na eni fantovčini, če lahko pogledamo še ta njegov, kako izgleda pravzaprav Damjan Murko v akciji. Mislim, če imamo mogoče pripravljen ta video, lahko pogledamo. Začutim med tvojo kri, kaj najstih. Veterici na dušo tih, naj bo tako. Tako lepo, da bom še gledal v nebo. Andrej, ne hodi me odzadaj. Da sem srečen, ker sem moški, ker ljubim žensko kot si ti. Da ti objavim obraz v dlani in ti priznam, da vse si mi. Kdo je rekel, da Andrej lepo moj pokres? Kaj pa ješ, kurva? Kaj zaprat prije? Dajte mi nekaj zaprit. Ajmo zaprit. Daj pivo! Ker sem moški. Dajmo svetlo! Toči, kaj imaš? Sem, kad si z mano ti, srečan, ker sem moški. Sem, kad si z mano ti. Škoda, da nismo videli še nadaljevanja videa, ker je Murko povedal par takih masnih vicov, ampak pravi, da namerava zmagati in biti prvi, saj ni človek porazil in ne rad izgublja, ne potrebujem kampanje, vsi me poznajo in kot je vidno, me imajo izredno radi. Če pa kdo lika Damjana Murka ne razume, pač rahlo omejen, pravi Murko. Kaj pravite na to? Smo rekli, ampak je bila zanimiva ta scena, zadnje, Karl Wash, ne, tam dol na mizi je bil nek ketchup, ne. Škoda, ja, to je ne vem, ko on poje moški, razumete? To bi bil za tvojo stranko, ki si jo delal, ne? Ne, sam tako kot on poje moški, ne, če ne bi videl slike, bi mislil, da poje Helena Blagne. Jaz se mislim, da on tudi imitira Heleno Blagne, ne? Ja, ne vem, no, ampak če si moški, nisi moški. Zdaj, glede na neke... Je pa še nekaj, da mogoče zanimivo, da je zdaj to pa prvi kandidat, ne? Prvi kandidat za kandidata za predsednika republike, ne, za katerega se zdaj nihče od nas ne ugiba, kdo stoji v ozadju. To je sam, v bistvu, ne. Tako da z tega vidika ima prednost, recimo. Zdaj, glede na nekatere komentarje, glede na vse karikature v parlamentu in vladi, je ta kandidatura, to pač pišejo ljudje spodaj pod to informacijo, da bo kandidatiral. Glede na vse kandidature v parlamentu in vladi je ta kandidatura čisto primerna, sploh pa je Pahorju zelo enakopraven in ekvivalentna konkurenca.
Menim, da država Slovenija, Banana Republika res pristoji kakšno Murko za predsednika, Pahor in njegov Borotink ne seže Murko niti dolen. Moj glas za Murka, Murko ima karizmo, menim, da bi bil odličen za to funkcijo. Jaz si ga predstavljam na obisku pri Melani in Trumpu v Beli hiši, mislim, da bi bil odličen. A veš kaj ti povem, no, mislim, vsem nam trem bi nekaj rekel, recimo, ne, zdi se mi, če bi Murko uspelo zbrati 5000 podpisov, da bi on na volitvah celo dobil veliko število glasov. Dobil bi veliko število teh tako enih protestnih glasov, pa še marsikoga in ne bi on bil daleč stran od rezultata, ki ga je dosegel Beli na volitvah v Srbiji. To se strinjam s tabo. Okoli 10%. Njegova največja ovira bo teh 5000 glasov, ker to je potrebna neka določena infrastruktura, ampak na volitvah bi on dobil kar lepo število glasov. Zdaj, mogoče Tino, Murko pravi, da ne glede na raso, versko prepričanje, spolno usmerjenost in kakršnokoli opredelitev, nekateri si niti ne opredelijo, zakaj točno bi radi postali predsedniki države, zakaj bi se torej moral jasne, v bistvu pravi Murko. Mislim, kaj praviš na te komentarje, ki smo jih videli pod to napoved njegove kandidature? Jaz se s tem ne bi strinjal. Verjamem, da bi v kakšnem občinskem svetu mogoče dobili kakšnega, ki je podoben nivoju Damjana Murka. To bi si upal trditi. Ampak v parlamentu od prvega sklica do danes mislim, da ni niti enega poslanca, ki bi bil pod njegovim nivojem. Z vsem spoštovanjem do Damjana Murka. Kaj pa praviš na to primerjavo, da ga primerjajo z predsednikom države Borutom Pahorjem? Ne vem, a je treba to sploh komentirati? Jaz mislim, da je to smešno, ker se zdaj komentiramo stvari, ki jih vsak normalen človek ne bi komentiral, ker se samo smeje. Mi se ne moramo zdaj celo oddajo smejati, moramo o tem govoriti. To so stvari, nad katerimi bi se dejansko morali malo bolj zamisliti in malo bolj začeti razmišljati o tem, kam gremo. Zato, ker če bomo šli tako naprej, kot kaže tudi ta pojav Damjana Murka, ne vem, kaj bo Slovenija čez 20 let. Bojan, še imaš ti kaj za... Ne, jaz bi samo rekel, da se mi zdi, da je bilo samo še vprašanje časa, kdaj bo Damjan Murko napovedal predsedniško kandidaturo. Dobro, jaz bi predlagal, da ostanemo na tem in da zaključimo to debato o Damjanu Murko, pogledamo glase in pogledamo še eno, bi rekel, legendo, to je Ernesto Rafael Che Guevara, ki se je rodil ravno na današnji dan leta 1928 v Rosariju v Argentini.